Pozdravljeni. Bi si želeli dirko svetovnega prvenstva Formule 1 tudi med velikonočnimi prazniki? No, letos na koledarju je ta vikend prost, a zmeraj ni bilo tako. Pri sestavljanju koledarja svetovnega prvenstva Formule 1 običajno niso bili pazljivi na kakšne verske ali tudi drugačne praznike. Lep primer je začetek sezone 1968, ko je bila dirka za veliko nagrado Južne Afrike prav na dan 1. januarja. In o tem sem pred mnogo časa napravil tudi poseben prispevek. A danes govorimo o velikonočnih praznikih, ker pravzaprav je verjetnost, da bo tudi na ta dan dirka mnogo večja. Seveda zaradi enostavnega dejstva, ker velika noč je zmeraj na nedeljo, kot dirka za veliko nagrado. In če sem prav štel, do sedaj smo 15-krat videli, da je bila dirka prav na ta poseben termin. In verjetno marsikdo sedaj misli, da se je to povečinoma dogajalo tam v neki obskurni preteklosti, ko mnogi izmed nas sploh niso vedeli za Formulo 1. Ampak videli boste, da tudi v bližnji preteklosti smo imeli kar nekaj dirk prav na veliko noč. In najprej moram opozoriti, da tudi velika nagrada Brazilije običajno ni bila na koncu koledarja svetovnega prvenstva Formule 1, temveč na začetku. In prvič, ko je bila dirka na veliko noč, je bilo leta 1985, prav že prej omenjena velika nagrada Brazilije. Takrat je zmagal Alain Prost pred Michelem Alboretom in Eliom De Angelisom. Seveda, dirka, kjer bi lahko dejali, da ni bilo nič kaj takega, nič posebnega, zato pojdimo raje k drugim, ki je bila prav tako v Braziliji, le da leta 1988. Tudi takrat je zmagal Alain Prost, kajti domači favorit Ayrton Senna je bil diskvalificiran na dokaj bizaren način. Leto 1988, McLaren MP4/4, a takrat je Senna na prvem štartu izdal menjalnik. Vzel je rezerven bolid, ki je bil takrat dovoljen, ampak prepozno štartno proceduro so že začeli in Senna je sredi dirke dobil črno zastavo. A menim, da kar se tiče zgodovine Formule 1, je najbolj zanimiva naslednja dirka, ki je bila prav na velikonočno nedeljo. Zopet smo v Braziliji, prva dirka sezone in seveda leto 1989. Debut Ferrarija 640 ali uradno F1 pomišljaj 89. Prvega bolida, ki je imel polavtomatski menjalnik, seveda z vzvodi za volanom. In takrat, na presenečenje vseh, je zmagal Nigel Mansell in pravzaprav presenetil publiko, ekipo in konec koncev tudi sebe. A če si nekdo misli, da je bila to zadnja, pomembna, presenetljiva dirka na velikonočno nedeljo, se moti. Že leta 1993 smo na to nedeljo imeli veliko nagrado Evrope. V Veliki Britaniji, v Doningtonu, kjer je že prej omenjeni Ayrton Senna zmagal z McLarenom MP4/8, seveda v nalivu, ko je odpeljal enega izmed najbolj fantastičnih prvih krogov. Verjetno ena
izmed najlepših zmag tega pokojnega šampiona Formule 1 in verjetno dirka, ki jo mnogi navdušenci poznajo, le da jo še niso povezali s tem krščanskim praznikom. Nato, na veliko noč, se je tekmovalo v sezoni 1996 v Argentini, kjer je zmagal Damon Hill, in zopet v Braziliji leto kasneje, ko je bil najhitrejši Jacques Villeneuve. V Argentini je naslednje leto, leta 1998, ponovno slavil Ferrari, tokrat z Michaelom Schumacherjem. A v sezoni 2000 smo videli zopet bizarni izbor. Namreč dirka za veliko nagrado Velike Britanije je bila na velikonočno nedeljo, kar je bistveno prezgodaj, podobno kot leta 1993 v Doningtonu. A tokrat je zmagal McLaren z Davom Coulthardom pred Miko Häkkinenom. In tudi v naslednjih 3 sezonah smo v koledarju Formule 1 imeli dirko na velikonočno nedeljo. Le da na teh 3 dirkah sta slavila brata Schumacher. Na veliki nagradi San Marino v Imoli leta 2001 Ralf, v Braziliji in ponovno v Imoli leta 2002 in 2003 pa Michael. Verjetno poznavalcem Formule 1 je znana tista dirka leta 2003, ko je v noči med soboto in nedeljo umrla mama Ralfa in Michaela in oba sta bila naslednje jutro na samem štartu dirke in, kot sem že omenil, Michael je tudi zmagal. Nato, na velikonočno nedeljo, smo videli kar nekaj dirk v Maleziji. Leta 2007, ko je zmagal Fernando Alonso pred Lewisom Hamiltonom, to je bila tista sezona, ko sta bila oba pri McLarenu. Malezija 2010. leta je bila prav posebna. Zmagal je sicer Sebastian Vettel pred Markom Webberom, a to ni toliko pomembno. Na 3. mestu je bil Nico Rosberg, kar so bile prve stopničke na zmagovalnem odru za tovarniško ekipo Mercedes po veliki nagradi Italije leta 1955, leta 2014 v Maleziji je zmagal Lewis Hamilton in prišli smo do zaenkrat zadnje izdaje dirke za veliko nagrado na velikonočno nedeljo. V sezoni 2017 je dirko velike nagrade Bahreina zmagal Sebastian Vettel z Ferrarijem SF70H. In dokazal je takrat, da se lahko enakovredno bori s tovarniškima Mercedesoma. Seveda, kasneje v sezoni so se pojavili tisti škrati na samem pogonskem sklopu in tudi napake Sebastiana Vettela, ampak vseeno, vsaj na začetku sezone so bili takrat pri Ferrariju, po mojem mnenju, še zadnjič, enako vredni konkurenti tistim kasnejšim svetovnim prvakom. In videli smo, da pravzaprav v tem hitrem pregledu smo imeli na velikonočno nedeljo kar nekaj velikih nagrad, in sicer sam ne razumem, zakaj ta vikend ostaja prost tudi sedaj. Verjamem, da mnogi izmed vas bi si želeli gledati dirko, ampak letos kljub 23 dirkam so seveda to priložnost izpustili. Upajmo, da naslednjič se bodo zadeve obrnile, ampak za danes je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.